Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o čiščenju družinske karme. Preko kart bomo prišli do tega, ampak v glavnem čutim, prav tako sama v sebi čutim, da se zaključujejo neko obdobje in mogoče zaradi tega, ker se zame začenja novo obdobje, glede na to, da se vemo, takrat, ko smo rojeni, se v bistvu novo leto šteje z rojstnim dnem. Se pravi, z rojstnim dnem pride nov dih energije. In zame je v bistvu res vsako poletje nov začetek. Brez sonca ne morem živeti. In najbolj težko mi je po zimi, ko je premalo sonca in potem tam na pomlad, kar zbiram energijo in potem, ko pridem do svojega rojstnega dne, imam nov dih. In ja. Glede na to, da res sem prepričana, da prihajamo v neko novo obdobje, poslušala sem video Teje Wood in v glavnem sem si prav zapisala: zaključi stare pogodbe. Odločno se izrazi, da si pripravljen na nove začetke, čas, ki prihaja, zahteva jasno vizijo. In sem rekla, wow, točno to je to. Čas, ki prihaja, zahteva jasno vizijo. Joj, ne vem, kako bi se odločila? A bi tako, a bi drugače? Neodločnost pomeni, da če mi ne damo jasne usmeritve, kaj želimo, kako naj nam stvarstvo da tisto, kar želimo, če še sami ne vemo, kaj želimo. Zato je jasno treba povedati, kaj želimo. No, in to je prva zadeva. Dajte napisati 10 stvari, ne nazadnje, kaj vi želite v svojem življenju. Pa ni, da je zdaj novo leto ali pa karkoli, ampak na koncu koncev, za nami je pol leta, se pravi, danes je 30.6. Točno pol leta, in če naredimo zdaj bilanco 6 mesecev, jutri, 1.7., se pravi, se začenja druga polovica leta. No in zdaj, če naredimo bilanco te polovice, kaj lahko rečemo, da smo naredili? A je tisto, kar ste si za novo leto nekako zadali, karkoli se že uresničilo, ali je, no ja, saj bi bilo fino. Zdajle moram iti na dopust, da malo k sebi pridem. In potem greste v staro življenje. Ali pa včasih dobim kakšno sporočilo, joj, tako bi rabila eno delavnico, to, da malo k sebi pridem. Ampak zdaj pa čas prišel, da ne iščemo nek dopust, da malo k sebi pridem, neko delavnico, da malo k sebi pridem, ampak je čas, da pridem k sebi. In ta, da pridem k sebi, pomeni, da začnem delati stvari v življenju, ki dejansko pomenijo, da večajo mojo energijo, ne pa, da jo vedno znova trošijo in rabim. Vikend, da pridem k sebi, delavnico, da pridem k sebi, dopust, da pridem k sebi. Ampak čas je, da sem ves čas pri sebi. Začeli bomo z Oshotovimi kartami, se pravi za vse tiste, ki zaključujete stare pogodbe, ki zaključujete neke odnose, največkrat je to v družini, ko zaključujete neke, mogoče se je čas, da se postavite za sebe, majčkeno drugače, kot ste se do zdaj, oziroma ko se niste. In spet je le premešala sem karte in v zadnjem videu je prišla karta politika. Kdo je tisti, ki vam govori eno in vedno znova se izkaže, da ima figo v žepu? Vi morate stati za svojimi odločitvami. Danes sem se pogovarjala nekaj glede poslovnega sodelovanja, glede ene zadeve, kjer sem odločno stala za svojo odločitvijo. Jaz imam nekaj ljudi na črnem seznamu in te ljudi, ki imam na črnem seznamu, so tam. In to pomeni, da mi lahko dajo briljantno ponudbo, ki je wow, s temi ljudmi ne sodelujem. In to zaradi tega, ker sem parkrat šla na led, a veste, pa vedno znova pristaneš nekje in potem na koncu se vprašaš, pa kdo ima tukaj koga za norca? Sem res jaz tista, ki se pa mogoče moram kaj naučiti. No, v glavnem, in sem prišla do zaključka, kako sem ponosna nase, da sem stala za svojo odločitvijo, da enostavno res stojim za tem, kar jaz čutim.
In to se morate zavedati. Vedno, ko boste stali za svojimi občutki, ne bo napake v vašem življenju. Vaši občutki vas ne morejo prevarati, vaši občutki vam ne morejo pokazati napačne poti, vaši občutki vam ne morejo vas peljati na napačne poti. Absolutno ne. Vaši občutki vas bojo vedno peljali po pravih poteh in ja, prepoznavajte ljudi, ki so okrog vas. Kdo igra politiko, kdo je tako prijazen, da vas bi utopil v žlici vode, mogoče. Prepoznavajte ljudi. No, gremo naprej. Se pravi, za vse tiste, ki se učite odločno izraziti, kaj želite vnaprej narediti v svojem življenju. Da vidimo. Uspeh in proslavljanje. Uspeh in proslavljanje. Se pravi, vsakič, ko boste zmogli jasno povedati, kaj vi želite, ko boste vi jasno povedali, kam želite, vam bo stvarstvo dalo uspeh in proslavljanje. In to je zdaj ta nova doba. Ko se mi jasno izrazimo, stvarstvo rabim to, odločila sem se na ta način, boste videli, stvarstvo vas bo podpiralo. Se pravi, ko vi izražate, stojite iz svoje moči, ne iz strahu, ampak iz svoje moči, dejansko se vam točno to dogaja potem v vašem življenju, da dobivate še več moči. Dajanje. Kaj je zdaj to? Zanimivo, da včeraj, mislim, da je ta zadnja stranka točno te karte potegnila. Poglejte, in to je pa karta, več ko daš, več dobiš. Ampak ne, da daš zato, ker rečeš, tukaj bom dala to, zato ker pol bom dobila to, ampak daš zato, ker uživaš v tem. In hkrati uživaš tudi v sprejemanju in odpreš dlani in rečeš, no, zdaj pa čas, da sprejmem. In dovoliš, da sprejmem. To dajanje pomeni, to je vibracija obilja, vibracija vsega, kar je, se pravi, ko delaš iz tega, kar imaš, ne iz tega, kar nimaš. In čas je za celovitost. In točno to čutim, da je zdajle čas za to notranjo celovitost, ko si v ravnovesju, ko čutiš, da je vse v redu, ko ti ni, da nekaj te premetava sem in tja, ko imaš v sebi uravnovešeno tako milino kot moč, ko imaš v sebi to temo in svetlobo uravnovešeno, ko se stvari poklopijo. In jaz res verjamem, da je čas za to, se pravi, polovica leta 2022 in to absolutno mojstrsko leto je za nami in če še do zdaj niste naredili neke ključne premike, mogoče je zdaj čas, da jasno poveste kako in kaj, da septembra, ko gre spet naprej ta energija, da je jasno, da zadnje 4 mesece delujete tako, kot vas vodi vaša duša. Gremo še eno sporočilo, da vidimo še eno sporočilo, je pa razumevanje in osvoboditev. Razumevanje in osvoboditev pa pomeni, da vrata kletke so odprta. Vrata kletke samo poleteti morate, samo naprej iti, samo razprostreti krila in iti naprej. Kletka je odprta. Pogodbe, ki jih nosimo na avričnem nivoju preko družinskega debla, kot dušne zaobljube, recimo zadnjič je bila pri meni na svetovanju gospa, pogodba iz enega drugega življenja, ko je bila nuna, pogodba oziroma zaobljuba čistosti. In v tem življenju sta z možem poročena, pač krasen odnos imata, ampak v postelji ne zlaufa, intimen odnos nikakor ne gre in imata zadaj zaobljubo oba dva čistosti. In ker je to greh, to pomeni, da enostavno se tukaj pa ni varno podajati tudi vode. No, zdaj pa gremo še na prehod v novo dobo, da vidimo, kakšno sporočilo je za vse vas, ki imate jasno vizijo, ki veste, kam hočete, kako hočete, kaj vam stvarstvo sporoča. Prva karta je
počistite vse tisto, kar ni več v vaše najvišje dobro. Počistite vaše programe, počistite vzorce družine. Dajte vzeti v roke, ne vem, mogoče knjigo, ko imajo duše žur, kjer so dušne pogodbe, ko imajo čakre žur, se pravi, greste po čakrah, prečistiti vaše čakre in počistiti vse tisto, kar veste in čutite, da vam dela težave. Čas je, da se osvobodite teže. Naslednje sporočilo za vas svetle duše je prijateljstvo. Vedno se povezujete s pravimi ljudmi. Zdaj pa ena stvar, ko se povezujemo z ljudmi, ker smo pač vsi v neki mreži ljudi, bodite pozorni na sporočila. Kaj vam sporočajo ljudje? Ko jih gledate v oči, kaj sporočajo ljudje? Vsi imamo jasne antene, zaznavamo, kaj nam sporočajo ljudje, ampak pogosto smo tako slepi, gluhi za vsa sporočila, zato bodite pozorni, kakšna občutja se vam porajajo ob določenem človeku, ali pa mogoče ob določeni oddaji, ob določenem guruju in tako naprej. Se pravi, vse to, kar vnašate v svojo zavest, bodite pozorni na sporočila, ki vam jih pošilja vaša duša. In če vas nekaj močno moti, tudi pri mojih videih, pač izklopite in gledajte nekaj drugega. Bodite pozorni na sporočila vaše duše, ker vam tako ali tako govori, kaj je dobro za vas. In to, kar je dobro za vas, to pomeni, da vedno imate prave ljudi, ki vas na nek način nekaj učijo. Zdaj pa, kaj vas učijo? Uporabljajte mišični test, da pridete do zaključka, kaj vas učijo. In prišla je karta, vi ste bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Vsak izmed nas v svoji okolici sveti. In če si predstavljate to našo energijsko polje tako kot svetilko, ulično svetilko. In ta ulična svetilka, ki je popolnoma zapacana, pač ne more oddajati neke svetlobe ali pa mogoče oddaja neko medlo svetlobo. In potem, ko se pa sčisti ta ulična svetilka, pa pomeni, da vedno več svetlobe oddaja. In bolj kot čistite to svojo notranjo luč, bolj boste sijali. In zdaj, kako prepoznate, kako tudi drugi ljudje sijejo? Veste, kje se to pozna? Svetloba duše se vidi tukaj. Ne me vprašati, kako se to vidi, ampak se vidi. Tukaj se vidi točno svetloba duše. Seveda so tudi zapisi, kdor ima zapisan strah ali jezo. Strah je povezan strah se naseli v želodec, je ena črta in to imate v knjigi, ko imajo čakre žur. In jeza je povezana z dvemi črtami in je povezana z jetri. Tako da, glejte, vsak izmed nas se pač uči narediti nek korak naprej, ampak dovolite, da vaša duša, da se vaša duša izrazi preko vašega obraza, preko vašega telesa. Dovolite si sijati vsej svoji božanski lepoti. No, in potem je še ena, je pa, se pravi, to je pa kronska čakra tretjega očesa. Dovolite si videti resnico. Dovolite si občutiti resnico. In smo spet povezani s tem, čakra tretjega očesa, ta del. In če vas glava pogosto boli prav na tem predelu, lahko direktno greste počistiti zdravilno molitvijo dekodiranja, se pravi vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z blokado na čakri tretjega očesa. Lahko rečete, ki so povezane z blokado na hipofiziji ali pa fizično z blokado čez fizične oči. Tako da, začnite izvajati zdravilno molitev dekodiranja in zdaj sem dobila vprašanje, kolikokrat je potrebno ponoviti zdravilno molitev dekodiranja. Načeloma enkrat je zadost, ampak vedno preverimo z mišičnim testom. Se pravi, nekoč sem imela program Potrebo imam po zlorabi. To je bil v bistvu v mojem zapisu. In zdaj, če danes pogledam, v svoji duši nosim potrebo po zlorabi, grem nazaj, ker seveda tega programa v svojem zapisu nimam več.
No, zdaj, če si predstavljate, da ta zapis gre iz energijskega dela DNK-ja duše na fizični nivo naše celice, dobesedno, ko gremo počistiti podzavestne programe, se dekodiramo na vseh področjih, se pravi na področju našega energijskega zapisa in na področju našega celičnega zapisa. Zato je pri tem dekodiranju tako pomembno, da damo roke v položaj mudre za novo moč, pritisnemo na čakro tretjega očesa, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in povežemo srčno in kronsko oziroma čakro tretjega očesa. In s tem, ko se poveže ta pretok, se dobesedno zgodi dekodiranje tako na energijskem nivoju kot na celičnem nivoju. Tako da ja, delajte korake za sebe samo zato, ker je čas, da se stvari spremenijo. Drugih ne moremo spremeniti, spreminjamo sebe in svoje zapise. In čas je, da počistimo to našo svetilko, da svetimo in predvsem, zdaj, če se vrnem na začetek, da zaključimo stare pogodbe, kot je rekla Teja Wood, da odločno izrazimo, da smo pripravljeni na nove začetke in čas, ki prihaja, zahteva jasno vizijo, se pravi, da stvarstvu jasno povemo, kaj želimo, kam želimo, kako želimo, kaj naj nam da. In se pravi, dokler sem jaz to prepričana, da sem mičkena, da se ne da, da nisem vredna, toliko časa ne morem niti podrazno odločno povedati stvarstvu, energijam, kaj naj mi da. Takrat rečem, joj, upam, da mi bo dano. Saj sem itak grešna, pa grda, pa ne vem kakšna še. A ne? In to so laži, ki so nam jih drugi natrpali v našo zavest. V resnici smo veliki, svetli, božanski, ustvarjeni po Božji podobi in v resnici smo vsi mi ljubljeni otroci stvarstva. Zaupajte v to in boste videli, stvarstvo nam želi dati več, ampak če mi ne odpremo rok in nismo zmožni sprejeti, kako naj nam to stvarstvo, naj nam te vesoljne sile dajo več. Zato dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži.